Naša čustva, ki jih gojimo do sebe, do sveta, narekujejo, kako mi delujemo v svetu. Ali smo bili že kot otroci naučeni, da smo izredno storilnostno ravnani, da smo vredni le, če smo pridni in izredno delovni. Smo zaradi tega sedaj pogosto utrujeni, pa vendar se počutimo krivi, če vsega ne postorimo ali če ne poskrbimo za druge. O tem danes psihoterapevtko Aljo Fabijan, lepo pozdravljeni, dobro jutro. Torej, o izgorelosti in odvisnosti od dela bomo danes govorili, pa je res tako, da je delo tisto, ki je krivo, da pride do izgorelosti. Je to glavni krivec, da se počutimo izgorele, ko nekako ne gre več naprej. Ja, absolutno delo kot eden izmed glavnih krivcev, zato da pride do izgorelosti, če delamo preveč, če v delu ne uživamo, drugače delamo nekaj, kar nas veseli, lahko delamo tudi kakšno urco več, če pa delamo nekaj, kar mogoče nas ne veseli ali pa se ne čutimo niti dovolj sposobne, za to delo pa jasno bo več stresa. Poudarila bi pa tukaj tudi pomen medosebnih odnosov. Velikokrat se poudarja, da je delo edini dejavnik, da pride do izgorelosti, pa se mi zdi v praksi, kar opazujem, da ni čisto tako. Če smo zadovoljni v medosebnih odnosih, imamo uporo strani prijateljev, družine in tako se dobro razumemo, se mi zdi, lahko prenesemo tudi na področju dela več, kot če še v medosebnih odnosih ne gre. Ker je druga čustvena opora močnejša, potem tudi pri delu zmoremo več. Če te podpore ni, seveda je to težje. Kako pa je zdaj, pomlad je seveda zdaj na pohodu, marsikdo tarna tudi zaradi spomladne utrujenosti, spomladanske utrujenosti. Je tudi to lahko posledica izgorelosti oziroma lahko to dvoje mešamo? Ja, glede spomladanske utrujenosti, tako si še nismo čisto enotni, a gre za mit ali gre za nekaj, kar se res dogaja, čeprav tisti, ki doživljajo spomladansko utrujenost, so zelo prepričani, da ne gre za mit. Res je, da spomladi, ker pride do hitre menjave temperature se hitro narastejo, veliko ljudi lahko ima težave, pride do padca krvnega tlaka, ki tudi povzroči potem utrujenost. Poleg tega je pa za nami dolga zima, kjer pride do padca serotonina, se pravi tega hormona sreče, in so potem tudi posledice tega lahko spomladi se bolj odražajo. Zdaj, izgorelost, spomladanska utrujenost, ja, če je nekdo že tako preveč dela, pozabi na počitek, ne hodi, si redno ne vzame časa zase, za dopust, za neke sproščujoče dejavnosti, lahko tudi ti spremembe bolj občuti. No, prej ste sicer že omenili, da ves čas se za nama sicer pojavljajo tudi te trditve, katere komentiram, ampak da je podpora v medosebnih odnosih ključna. Potem je lahko tudi na še tako naporno delo lažje, bom rekla, kasneje pride lahko do te izgorelosti, če je na drugih področjih podpora močna. Kako pa je s tem, da izgorelosti sploh ne prepoznamo, da smo ves čas v pogonu, kot nekakšen motor, ves čas razmišljamo se o tem, kaj moramo še storiti, pa v službi, pa doma, pa da smo lahko sploh ženske, ves čas obremenjene s tem, da smo dobre delavke, dobre mame, dobre partnerke, dobre prijateljice, vse to imeti ves čas v paketu dobro izpeljano, je včasih res naporno. Ja, velik napor. Izgorelost je velikokrat spregledana. Utrujenost je tudi jasno simptom lahko mnogih drugih težav, tako fizičnih kot psihičnih, poteka v fazah. Iz neke splošne utrujenosti potem pride v večjo izčrpanost, pride v nek občutek ujetosti, ko ne vemo več, kako bi naprej, in potem tako naprej se stopnjujejo simptomi do neke adrenalne izgorelosti, do adrenalnega zloma tudi, kar je pa že jasno tista zelo težka stopnja, na kateri je potem nujno reševanje oziroma človek več ne funkcionira. Ko ste omenila ženske, ja, tudi, zdaj, čeprav vloge med spoloma se nekje vedno bolj izenačujejo, mogoče še vedno družbeni kontekst nekje je bolj sprejemljivo, da ženska dejansko upravlja dve službi. Eno tisto zares, ko gre nekam v službo, pol druga jo pa čaka še doma, in to nekako se pričakuje, drugi pričakujejo od nje, pa tudi sama od sebe, in jasno je tukaj pri ženskah opažamo še več, mogoče več nevarnosti, da dolgo časa spregledajo neke simptome začetne ali pa potem že bolj napredne tudi izgorelosti.
Preden nadaljujeva, povabim še vas, dragi gledalci, da se nama pridružite, imate mogoče kakšno vprašanje ali pa vašo izkušnjo, da ste prišli do izgorelosti oziroma ste prepoznali te znake, da je bilo za vas enostavno preveč. 475 20 20 ali 475 20 21 sta naši dve telefonski številki. Verjetno je pomembno predvsem to, ne, da ko pride do izgorelosti oziroma mogoče, ko je že prepozno, ko pravite, da je že potem res lahko tudi adrenalalni zlom, da sami to prepoznamo, da se ustavimo, se znamo sami ustaviti. Ali je res okolica potem tista, ki nas opozarja, ki nam lahko pomaga, ki nas nekako miri, da imamo prehud tempo? Jaz vedno opozarjam oziroma poudarjam to, koliko pomembno je, da opazujemo sami sebe. Kako reagiramo v stresnih situacijah, kako bi lahko izboljšali nekak odziv na nje, ne? Ker stres vedno bo v našem življenju. Velikokrat ljudje pravijo, kako bi odstranil stres iz življenja, ne? To ne bo šlo. Zdaj, potrebno je pa, da nekje mogoče izboljšamo odziv na nj oziroma izboljšamo odpornost na nj. Kar pa lahko naredimo čist skrbjo tudi za fizično zdravje, ne? Ker nekje fizičen del podpira psihični del in obratno. Se pravi, da smo pozorni na spanje, na prehrano, na redno gibanje, na sproščanje, na neko tudi, bom rekla, zasledovanje smisla, ne, tako v medosebnih odnosih, kot tudi pri delu. Se pravi, da stalno malo preverjamo, kako nasplošno, bom rekla, smo in potem tudi je lahko, smo bolj odporni za tudi določene stresne situacije. No, to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, da obstaja možnost, kako zvišati toleranco do stresa, 5 življenjskih stebrov, prehrana, spanje, gibanje, sproščanje, medosebni odnosi oziroma zasledovanje ciljev. Ne? Se pravi, lahko tudi ta stres oziroma toleranco do stresa razvijamo, če smo pozorni na več dejavnikov. Ne? Velikokrat se pogovarjamo o tem, da je potrebno dovolj spati, ne? Vendar samo spanje je verjetno premalo. Ne? Ja, samo spanje je premalo in tudi za kakšno spanje gre, ne? Kvaliteta tukaj, mogoče pred kvantiteto, nekdo lahko preleži v posteli 10 ur, pa se vmes zbuja, pa ima nočne more, ne? Ki tudi so posledica pol lahko tudi stresa nakopičenega, spravi, da se nekaj dogaja, kar ni čisto ok, se zbuja potem nespočit, utrujen in začenja že dan na pol, bom rekla, izgorel. Pomembno je pa tudi to, ne? Kako čist naš odnos do različnih situacij, do različnih mogoče stresnih situacij v našem življenju. Nekdo bo videl v isti stvari lahko nekaj groznega, nekaj strašnega, se bo tega bal, jasno bo telo polno adrenalina, bo pod stresom. Nekdo drug bo pa videl mogoče izziv, neko priložnost, nekaj, kar mu bo zanimivo mogoče premagati, ne? In bo jasno, tudi telo se drugače odzvalo. Nekdo je že z nama, dobro jutro želim. Pozdravljeni. Jutro. Poslušamo vas, slišimo, kar povejte. Ja, jaz vas kličem, dobro, jaz zatem vas kličem. Hotela sem povedati, sem že slišala odgovor tudi, jaz sem dvakrat doživela, no, enkrat pred 25 leti sem bila 3 mesece v posli, no. Nihče ni vedel, kaj je to in je bila izgorelost, ne, tako počasi so me spravili na noge. Zdaj sem pa spet pred 10 dnevi doživela, seveda ne tako močno, ker sem takoj prepoznala znake. Vse me je bolelo, vse kosti, nisem se mogla prepogniti, ne ostati iz posle in tudi psihično. Jaz sem veliko tudi psihično doživela in meni se zdi, da je to pomagalo, da sem jaz se tako počutila. No, sam to sem hotela povedati, se je že gospa doktor to razložila, da je tudi to zdrave. Jaz to bi imela za povedati. Hvala za vašo izkušnjo. Je tako, prej smo se že pogovarjali pri izgorelosti in odvisnosti od dela, da je prav, da si znamo postaviti meje, da znamo uživati tudi prosti čas, da ni vse samo, kaj moramo storiti, kaj moramo narediti tako v službi kot doma, ampak da enostavno znamo v prostem času tudi samo uživati. To pomeni lahko tudi početi nič oziroma biti na miru, brati knjigo. Nekomu sicer je to pomeni sprehod, da ni povezano s tem, kaj moram narediti. Ja, prosti čas, ne, tako je, treba je paziti na ravnotežje tudi znotraj prostega časa, ker nekateri potem, če imajo prosti čas, ga zapolnijo s hobiji, športom, z nekimi intelektualnimi napori, ne, treba je tudi prosti čas razdeliti, recimo del prostega časa nameniti, hobijem, športu, druženju, vsem tem, jaz pa pravim, je pa tudi v redu, da imamo nek prazen čas.
Čas, v katerem ne delamo nič. Razen tek. Tako, gledamo skozi okno, gledamo, ne vem, televizijo tudi, ne. Treba paziti res tudi na to, da damo malo, rekla, vse skupaj na off. Pa po vaših izkušnjah bi rekli, da je te izgorelosti v zadnjih letih vedno več, da je to nekako tudi problem sodobne družbe, večjih pričakovanj, mogoče v službah, v odnosih na splošno. Ja, tako. Tukaj je zelo pomemben družbeni kontekst. Ne? V današnjem času je že kar običajno, normalno, da se dela več kot 8 ur na dan. Oziroma je že kar mogoče moderno, da kdo reče, včeraj sem pa delal 15 ur, pa spim po 4 ure, pa je tako naporno. Ne? Se pravi, nekje tukaj je ena podpora temu noremu tempu, ne? Ki vodi v izgorelost. Kaj je mogoče prva stvar, ki bi jo morali storiti, ko prepoznamo znake izgorelosti? Spravi, opazovati se redno, Ja. ne? In ko opazimo, da gre za neke znake izgorelosti, raziskati, zakaj gre, obrniti se nekam na pomoč. Saj lahko je tudi kaj drugega, lahko je, ne vem, fizični vzrok, ne? Delovanje ščitnice ali kaj podobnega. Spravi, mogoče je raziskati tako fizične morebitne vzroke, kot pa tudi psihične in čim prej si poiskati pomoč. Ker če čakamo, nič ne spremenimo v življenju, lahko resnično pride do neke faze, kjer bomo potem rabili lahko tudi leta, da se bomo spet nazaj sestavimo. pobrali, ne? Bolje, da do tja sploh ne pridemo. Ja. Hvala lepa za te nasvete, vam pa želim le to, da pazite nase.